disclaimer, to je moje mnenje, govorim v svojem imenu, v službi še vedno delam tako, kot sem se izšolal na fakulteti. Izšolali so nas, da lahko opravljamo svoj poklic, niso pa nas izšolali, da bi se spraševali, zakaj je potrebno samo tako delati. Mi dobimo denar, zato pa njim damo naš čas. O delovanju sveta se veliko več učimo skozi besedilo in slike v učbenikih, kot pa z opazovanjem okolice. Verjamemo ljudem, ki jih nikoli nismo videli. Gledamo v kvadrat pred nami in ne vidimo življenja okoli nas. Ali nam ekran moti pogled, da ne vidimo, kam gremo? Življenje ni film z že napisanim scenarijem. Scenarij si sami pišemo sproti. Zdaj živimo vsak dan po vnaprej določenem urniku in hrepenimo po vikendu in dopustu, kjer lahko končno uživamo sadove našega dela. A smo res svobodni? Zato ljudje namenijo ogromno časa za načrtovanje dopusta. A so avto, tovarne, računalniki, dopust, merilo inteligence ali prikaz lenobe? Nekateri ne vidijo nevarnosti, ki nam preti, in si ne vzamejo časa, da bi se o tem poučili. Čakajo spremembe, namesto da bi bili sami sprememba, ki jo iščejo. Sledijo navodilom, namesto da bi sledili svoji vesti. V prejšnjem stoletju smo bili v Evropi in po svetu priče množičnim tragičnim kršitvam človekovih pravic, znanost in tehnologija pa nam zdaj ponujajo vse večje skušnjave in možnosti zlorab. Po prvi svetovni vojni ustanovijo Ligo narodov, da se grozote vojne ne bi več ponovile. In glej, čez 20 let druga svetovna vojna, še več ljudi, še več držav, še več mrtvih. Po koncu vojne nadgradijo, upgradeajo to Ligo narodov v Združene narode. A po svetu so še vedno vojne, do zdaj je bilo vrženo že več bomb, več mrtvih in porušeno več hiš kot med drugo svetovno vojno. Združeni narodi, tako so dobri, še dobro, da jih imamo. Združeni narodi imajo tudi hčerinsko podjetje WHO, ki naj bi skrbelo za svetovno zdravje, a vedno več je kronično bolnih. Premnogi imajo zdravila za predjed ali desert. Spreminjajo definicije in zdaj je celo odstranjena kategorija, da si zdrav. Izgleda, da je medicina tako napredovala, da ni več zdravih, da so samo premalo natančno pregledani. Zdravje je sedaj potrebno dokazati. Dobili smo dve kategoriji ljudi, nevarni in tisti, ki še verjamejo, da politika in televizija delajo za njih. Skozi medije nam obljubljajo fantazijo in propaganda nam govori, da je to realnost. Če še kdo misli, da so cepiva rešila človeštvo, se je v bistvu okužil z dezinformacijami. Zdaj smo mi nevarni. Zakaj smo mi nevarni, ne vem. Vem pa, da je po teoriji naloga cepiva, da nas zaščiti. Očitno potem morajo cepiva delati nekaj drugega. Tudi če bi bilo cepivo 100% varno, se ne bi cepil, ker nočem, ker ga ne rabim. Tako kot ne rabim tablet za redčenje krvi, ne rabim tablet za zniževanje holesterola in ne rabim antidepresivov. Kaj je tukaj težko za razumeti? Ker s tem cepivom smo napadeni vsi, ne samo otroci. V cepivih ni nič, kar bi človek potreboval. Ni mineralov, ni vitaminov. Ko cepivom poteče rok uporabe, jih je potrebno strokovno uničiti, če jih prej ne vcepimo v človeka. Počakajmo na konec eksperimenta in analizo. Cel ta korona šov je brez argumentov. Zato res ne vem, zakaj medicinsko osebje tako paničari in mi brez mask smo teroristi. Letošnje šolsko leto je nošenje mask v šoli že sprejeto kot nekaj normalnega. Čeprav bi morala šola imeti ničelno toleranco do nasilja, tudi psihičnega nasilja. Maske med drugim nosijo tudi roparji in teroristi. Lažnivcem in ljudem brez sramu tudi prav pride. Narobe svet. Piše pa se leto 2021. Živimo v težkih, a zanimivih časih, kjer cilj je, da korona šov traja. Le kaj se dogaja v Belorusiji, kjer se ne gredo korona šova, ker je predsednik diktator in ljudje bolj svobodni kot mi? Medicina je razdeljena na okoli 300 specializacij, ali redki se v življenju srečajo z več kot 20 specialisti. Je pa ena posebna oblika medicine, to smo mi, zobarji. Danes nihče ne umre brez obiska pri zobozdravniku, tako da vsi vemo, kakšno je naše delovno okolje. Kri, slina, aerosol, zrak. Jaz sem več kot 6 ur vsak dan 52 cm od najbolj kužnega mesta na tem planetu. Človeška usta in zrak izdihan iz nosno-žrelnega prostora. Absolutne zaščite menda ni.
Jaz nisem zbolel, asistentka ni zbolela, pri meni doma nihče ni zbolel, pri njej doma vsi zdravi. Nobenega lokalnega izbruha nisem zasledil. Jaz ne nosim maske, se ne razkožujem, ne bežim stran od ljudi. Ravno nasprotno, tiščimo se skupaj in vedno več nas bo. In čudežno smo preživeli ta strupen virus, ker je izmišljen. In ljudje se tega vedno bolj zavedajo. Izgleda, da bodo nekateri zdravniki med zadnjimi. Dovolj časa je preteklo, da lahko na podlagi lastnih izkušenj predlagam mladim raziskovalcem eksperiment. Moj kontakt boste že našli, saj ste raziskovalci. Mene in še kakšnega naj zaprejo na najbolj težak COVID oddelek za cel dan, brez maske, brez razkožil, brez testov in nas potem premestijo v izolacijo v zaprt turistični kemp in čakajo 14 dni, če kdo pokliče 112 oziroma kakšni se bomo vrnili potem domov. Ne pa, da eksperimentirajo s cepivi na otrocih in nosečnicah. Vedno več ljudi tukaj in po vsem svetu že vidi nesmiselnost ukrepov in strašenja, ki prihaja iz medijev. Iz dneva v dan nas je več, ki se zavedamo, da smo zavedeni v imenu javnega zdravja. Uničena življenja, uničeno otroštvo, uničene službe, uničena prijateljstva in v zameno za vrnitev starega načina življenja priporočajo večkratno cepljenje. Mnogo preveč je bilo hazardiranja. Omejevanje svobode je v naše dobro. Mi jim damo svobodo, oni pa nam cepivo. A bi kdo, če kdo, premislil še enkrat. Čudna je skrb za javno zdravje, če pri tem omejuješ svobodo, medtem ko se cigareti in alkohol prosto prodajajo. Omejevanje svoboščin za našo lastno varnost je, kot bi rekel, partner me je udaril, ker me ima rad. Namesto, da bi si priznali, da si pustijo omejevati svobodo, ker so jih uspeli prestrašiti. Jaz sem zobar še iz stare šole. Na faks sem hodil v prejšnjem tisočletju. Takrat smo še imeli Hipokratovo zaprisego iz 5. stoletja pred našim štetjem, da bomo skrbeli za ljudi in podpirali eksperimentalni medicinski pristop ob hkratni zaščiti bolnika. Mogoče je bila zaprisega za nekatere samo obred pred vstopom v poklic. Leta 1947 med Nürnberškimi procesi je bil kot pomoč pri sojenju napisan memorandum, ki pa je z leti kot kodeks pridobival na pomenu. Tukaj se govori o informiranem soglasju pacienta brez prisile in dobronamernosti preiskovalcev, ker se pred in med drugo svetovno vojno so se dogajale nore stvari. Po mnenju mnogih pa Nürnberški kodeks v 10 točkah velja za najpomembnejši dokument v zgodovini etike kliničnega raziskovanja in je izjemno vplival na globalne človekove pravice. Danes pa, kot da ga ne bi bilo. Žal, ta mejnik ni bil prostovoljni, previdnostni ukrep, ki bi izhajal iz prosvetljenega razvoja človeštva, temveč je nastal šele po strašnih nacističnih grozotah. Hipokratovo zaprisego je nadgradila Ženevska deklaracija, ki so jo leta 1948 sprejeli zdravniki z vsega sveta, da bomo predani humanitarnim in moralnim ciljem medicine. Helsinški deklaraciji iz leta 1964, ko so jo tudi sprejeli vsi zdravniki sveta, sledi še boljši Ovjetski sporazum, ki ga je podpisal kolega Janez Podobnik in razglasil takratni predsednik Kučan konec leta 1998. Ovjetski sporazum govori o biomedicinskem raziskovanju na človeku s poudarkom na pravici posameznika nasproti koristim stroke, znanosti in skupnosti. Na hitro, po domače, to pomeni, kaj bi si jaz kot pacient želel dobiti od mene zobozdravnika. Absolutno bom spoštoval človeško življenje. Niti pod vplivom grožnje ne bom dopustil, da se izkoristi moje medicinsko znanje z namenom kršenja človekovih pravic in svoboščin. To obljubljam svečano, svobodno in sklicujem se na svojo čast. Tudi jaz nisem zanikovalec virusa, ker je zelo težko zanikati nekaj, kar ne obstaja. Se pravi, da je zanikovalec virusa napačen izraz. Da to razumemo, moramo vedeti, da odločevalska stran ne premore enega samega medicinskega znanstvenega dokumenta, ki bi potrjeval obstoj virusa. Imajo pa mnogo indirektnih strokovnih dokazov. Zanimivost? Obstaja veliko znanstvenih revij o virusih. Seveda dokument medicinske fakultete, da niso izolirali virusa, ne pove, da virus ne obstaja. Pove pa nam, da tudi pri nas nimajo dokumenta, ki bi potrjeval, da virus obstaja. Takih uradnih nedokazov je do včeraj že 90, od vse povsod, iz zdravstvenih in znanstvenih inštitucij.
Vsi rečejo zaupam znanosti in hkrati rečejo verjamem stroki. Veliko je znanstvenikov, a vsi ne uporabljajo znanstvene metode za dokazovanje. Virologi uporabljajo metodo tradicije in verovanja. Virusi kar mrgolijo med nami, samo videli niso še nobenega. Virus je tako nevaren, da ga je več kot 250 000 Slovencev preživelo z blagimi simptomi ali brez. Virus se tako hitro širi, ampak okužiti se ne moreš. In ta virus mutira v še hujšo obliko, v še hujši sev, takoj ko se vladni ukrepi malo razrahljajo. Ker virusa ni, se dogajajo nelogičnosti. Ker ni identificiran pravi vzrok, je potrebno ljudi prepričati v vladno resnico. Iz zgodovine vemo, da so resnico radi cenzurirali in iz tega sklepam, da je tudi resnična zgodovina cenzurirana in prirejena v uradno zgodovino. Ker cenzura vedno deluje v javno dobro, kaj ne da. Odločevalci in politika imajo posebno moč, superpower, reče se ji avtoriteta. Vidimo, kakšno moč ima medicina in mediji. In prav tako vidimo, kako v izobraževanju ni poudarka na etiki in morali in zakaj ni poudarka na pravicah iz ustave. Mi moramo imeti PCT, oni pa nimajo dokazov o izolaciji virusa. Iščejo okuženje z virusom, ne vidijo pa mentalnega zdravja družbe. A spoštuješ zdravje bližnjega, če slepo slediš navodilom vlade? Še jaz nisem odgovoren za zdravje mojih pacientov. Ne vem, kdaj grejo spat, koliko se gibljejo, pijejo, kaj jejo, kakšni so njihovi strahovi. Zato ni logično, da bi se jaz odpovedal svojim pravicam. Moja svoboda ni egoistična, če je njih strah. Zakaj virusov ni v nobeni medicinski znanstveni literaturi? No, so samo v naslovu. V besedilu nas zavajajo, v metodah delah jih pa ni. Ker taka biološka enota ne obstaja. Potrebno je poznati namero raziskave, kdo jo financira, kdo je izvajalec, a je kakšna politična agenda v ozadju. To je samo želja mikrobiologov in virologov. Ker nekaj pa ja mora biti vzrok, ker z bakterijami in gre že slabo. Želja, pričakovanja, upanje, hrepenenje, strah, to so psihološki pojmi. Take viruse bi zato morali iskati v psihološki družboslovni literaturi. Strah pred nevidnim, nikoli videnim sovražnikom. Povprečna starost umrlih za virusom je zelo visoka, a se mogoče bojimo, da se bomo kar naenkrat na hitro postarali. Primorani smo brezpogojno verjeti stroki in izključiti zdrav razum, če hočemo biti odgovorni državljani. A se lahko ljudje osvobodijo samo, če so potrjeno preboleli virozo, s cepljenjem ali s testom. PCT lahko pomeni tudi P, protestiram pred C, Cankarjevim domom na T, Trgu Republike. Za mene ta PCT velja. Sploh se ne pogovarjamo o biološki logiki in znanstveni resnici, ampak o psihološki kontroli. Sploh ne gre za cepilce in antivakserje, ampak za hazarderje in nas opazovalce. Sploh ne gre za družbeno odgovorne cepilce in nas egoiste. Vsi bi morali protestirati, ker politika ne dela več za nas, prebivalce, državljane. Saj je samo 14 dni, saj je samo maska, saj je samo distanca, saj je samo palčka v nos, saj je samo en pik v ramo, saj je samo osvežilna doza, saj je samo denar, saj je samo stanovanje ali hiša, saj je samo svoboda. Ljudje bodo razumeli šele, ko jim bo država zasegla denar na banki za vašo varnost, za skupno dobro, za javno zdravje. Seveda gripa kot težava obstaja, a jo ne povzroča virus gripe, kot so nas lažno naučili in doktrinirali. Klinična slika, ki jo prepoznamo kot ošpice, tudi obstaja, a vzrok ni zelo nalezljiv virus ošpic. Enaki organizmi, ki so podvrženi enakim okoliščinam, približno enako odreagirajo. V naravi se dogajajo ciklični pojavi, dan, noč, plima, oseka. Včasih so bili tudi letni časi. Tako se konec hladnega obdobja ciklično pojavlja gripa, glede na naše zimsko obnašanje. A se ptički tudi okužijo s spolno prenosljivim virusom, da se 12. marca na Gregorjevo ženijo. A se listnata drevesa tudi zgodaj jeseni okužijo z virusom plešavosti, da jim potem odpadejo listi. Seveda gripa kot težava obstaja, ampak obstaja tudi želja, da je vzrok za gripo virus gripe H cifra, N cifra. Kaj si želiš in kaj dobiš, sta lahko dve povsem različni stvari. Če nekaj iščeš, še ne pomeni, da boš to tudi našel, da to zares tudi obstaja. In če iščeš nekaj, kar ne obstaja, ne vidiš drugih vzrokov.
Mogoče pa jih ne smemo videti, ker bi potem morali zelo spremeniti naša življenja in nekatere kaznovati, sploh, kjer so na dezinformacijah služili, mogoče nas celo načrtno zastrupljali. Znanstvenega dokaza o obstoju virusa ni, zato jaz nisem zanikovalec virusa, oni pa so verniki v viruse. Na podlagi tega verovanja je tudi napisan ZNB. Svetovne elite pa se skrivajo za logotipom korporacij. Mediji so njihovo najmočnejše orožje, ker novinarstvo ne obstaja več. Zavajajo in naredili bojo vse, kar je potrebno za iglo v vsakem ramenu. Mislijo, da jih nič ne bo ustavilo, a tu smo mi. Ljudje bomo dobili svojo državo nazaj, ker je parlament od ljudi za ljudi, ne pa za korporacije, ki skrbijo samo za svoj dobiček. Vse epidemije so se končale čez noč, ko je virus čudežno mutiral v nenevaren in za medije neviden sev. Ta dan bo prišel. Ljudje smo preživeli ne zato, ker bi bili najhitrejši, niti zato, ker bi bili najmočnejši, ampak ker smo vstali, dvignili svoje riti, se povezali, združili in naredili nekaj velikega skupaj.